Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Pred sabo imam nedeljski evangelij, v katerem se Jezus pogovarja s farizeji, ki ga sprašujejo, katera je največja zapoved v postavi. Vemo, da so Judje poznali preko 600 zapovedi. Jezus jim kratko odgovarja in pravi: največja zapoved je: ljubi Boga z vsem srcem, z vso dušo in vso močjo in svojega bližnjega kakor samega sebe. To pomeni, celotno svetopismo lahko je obseženo v enem stavku: ljubi Boga z vsem srcem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Kaj pomeni ljubiti Boga? Če imam nekoga rad, si najprej zanj vzamem čas. Vprašajmo se, ali kdaj molim, ali kdaj premišljujem o Bogu. In če imam nekoga čas, če nekoga ljubim, rad občudujem njegovo življenje in delo. Ali občudujem Boga v njegovem stvarstvu. Osebno ta teden premišljujem o govorici čebel, o kateri sem bral, da je neverjetna, da je ta govorica najbolj podobna človeški govorici. Čebele znajo s svojim plesom opisati vse, razdaljo do medu, kako hitro piha veter in koliko je tam medu. To je neverjetno. In takih čudežev je v naravi na milijone. In če imam Boga rad, se rad pogovarjam z njim in ga poslušam. Boga poslušamo tako, da poslušamo Jezusa. Jezus pravi: kdor vidi mene, vidi Očeta. Če hočemo razumeti, kako Bog razmišlja o nas, kaj on misli o nas, potem glejmo Jezusa. In ko to delamo, se zgodi nekaj, kar apostol Pavel pravi: isto mišljenje bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu. Zdaj razumemo, zakaj pravi Jezus: ljubite Boga najprej in svojega bližnjega kakor samega sebe. Kajti, ko jaz ljubim Boga, se v meni ustvarja Božje mišljenje. In s tem mišljenjem in s to ljubeznijo prihajam k svojemu bližnjemu in ga ljubim z Božjimi očmi, gledam z Božjimi očmi. V okoliščinah, kjer smo, se mi zdi, da ljubezen Boga obsega najprej potrpljenje. Vzemimo za dobro to, kar je, skušajmo po najboljših močeh sprejeti te omejitve, opraviti vsak svojo dolžnost, otroci, starši, mladostniki, starejši, zlasti starejši, veliko molite in pomagajmo drug drugemu in skušajmo drug drugega razveseliti. Še domača naloga oziroma nagradno vprašanje. Na tem svetem pismu, ki so ga dobili naši birmanci letos, je spodaj citat, na katerem piše: nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu moj si. Vprašanje je, iz katere svetopisemske knjige je ta citat. Kdor prvi odgovori na moj elektronski naslov ali po SMS-u, dobi prijetno nagrado. Vabim še otroke, da odprete zavihek domača naloga oziroma verouk in naredite to, kar je za ta teden. Prav tako tudi mladi. Vsem želim lepo nedeljo, vas lepo pozdravljam in se kmalu spet slišimo.